No, res lepo. Simčič, Vogrin, Meršol, vladni varčevalni ukrepi, pa sindikalisti, Semolič, Štrukelj, Posedi. Pa Mercedes za državni svet oziroma vitkejša država brez državnega sveta. Ja, pa še stavka v vrtcih, šolah, stavka policistov, stavka stricev iz ozadja. Prava gneča na podstrešju. In zdaj še tile trije. Kateri trije? Zmago, Danilo in Milan. Ah ja, predsedniški kandidati. Ja, kandidati. In kaj naj z njimi? Ne moreva vendar pustiti, da se nam valjajo tukaj do jeseni. Veš kaj, v katalog z njimi. Predsedniški kandidat številka 1 je... Ime? Zmago Jelinčič Plemeniti. To je njegova 3. predsedniška kandidatura. Vanjo se podaja pod geslom Tretjič gre Rado. Se opravičujem. Tretjič gre Zmago. Aha, čeprav mu je ime Zmago, mu v prvih 2 poskusih ni uspelo priti niti v drugi krog. Leta 2002 se je v prvem krogu uvrstil na 3. mesto. Prehitela sta ga Janez Drnovšek in Barbara Brezigar. Leta 2007 pa je bil 4. za Lojzetom Peterletom, Danilom Tirkom in Mitjo Gasparijem. Slabšo uvrstitev gre pripisati dejstvu, da sta mu tedaj stala ob strani Sašo Peče in Barbara Žgajnar-Tavš. Njegovi vzorniki so Tito, Fidel Castro in še kdo. Konec koncev je bil Tito tisti, ki je držal v šahu celoten balkanski kotel. In mislim, da tako kot je on takrat branil meje Jugoslavije, dokler je bil živ, moram jaz kot bodoči predsednik braniti meje Slovenije in se zavzemati za integriteto lastne domovine. Podpornike za svojo tokratno kandidaturo Zmago Jelinčič Plemeniti še zbira. Med drugim računa na panterje, ne nujno rožnate. Če zmaga, Zmago obljublja Štimungo. Štimung je bil res prav. Predsednik republike pravzaprav glede na svoje obveze ne daje drugega kot nekakšno štimungo celotni državi. Nekakšen odnos in daje tisto, česar Slovenija do zdaj ni imela. Pozicijo v svetu. Štimung je bil res ta prav. So flaše letele, vse kelnarce pele. Štimung je bil res ta prav. So flaše letele, vse kelnarce pele. Štimung je bil res ta prav. Ko 50 let sem nabral. Predsedniški kandidat številka 2 je Danilo Tirk. To je njegova druga predsedniška kandidatura. Vanjo se podaja pod geslom Enkrat ni nobenkrat. Mnogi sicer menijo, da je že enkrat preveč. Ko je leta 2007 kandidiral prvič, je zmagal. Od tedaj je tako poln samega sebe, da teče čez rob. Danes sem tu zaradi prvorazredne teme in o drugorazrednih temah ne bom govoril. Kot rečeno, pred 5 leti je Danilo Tirk prvič postal predsednik prvorazrednega dela Slovencev. Ostalim pa se je, ne čisto brez razloga, ob izvolitvi Danila na žalost zmračilo. Med Tirkovimi vzorniki in vzornicami velja posebej omeniti tovarišico Vido Tomšič. Tirk je zadnje čase malce spremenil retoriko in danes govori o gospe Vidi Tomšič. O tej gospe oziroma tovarišici je nekdo zapisal.
S svojim zgledom je naredila pomemben korak v boju za enakopravnost spolov in vsem Balkancem sveta pokazala, da ženski ni treba po ves dan dojiti otrok, molsti krav in mešati tistega, kar je dala v lonec. Če hoče, lahko ne dela prav nič, ampak le sedi, kadi ali se vozi v črnem Mercedesu in hodi na partijske sestanke, in to, kadar ji srce poželi. Njen odkriti oboževalec in učenec Danilo Türk je tovarišico Vido doživel drugače, in sicer takole. Gospa Tomšič me je impresionirala z energijo, intelektom in sposobnostjo, da nekaj naredi za enakopravnost žensk. Türkovo kandidaturo podpirajo Jankovićevi pozitivci, Stanovnikovi kričači, strici iz ozadja in seveda tudi prva klop prvega A razreda ukinjene podružnične šole v Spodnjih Sluzavcih. In kaj obljublja Danilo, če zmaga? Ja, svetovni dogovor v smislu omejevanja toplogrednih plinov. In tu bodo potrebni seveda resni posegi, ampak tudi nekateri kompromisi. Predsedniški kandidat številka 3? Ime? Ime? Ja, Milan. Pa ne Milan. Sej ne tisti Milan. Milan Zvir. A Zvir? To bodo pa lovci proti. Milan Zvir za predsednika kandidira prvič. V predsedniško tekmo se podaja pod geslom: čas je za pravljico, lepotica in zvir. Najbrž ni potrebno dodajati, da bo Slovenija nastopila v vlogi lepotice, Zvir pa v vlogi zveri. Nasprotovanje vitezov okrogle štale je že sedaj močno in se še krepi. Zvirov vzornik je Jože Pučnik, kar ne pomeni nič dobrega. Za Zvira namreč. Vitezi okrogle štale so prepričani, da za take ni mesta pri njihovih jaslih in bodo zato storili vse, da se ga znebijo. Zvirovo kandidaturo podpirajo SDS, Nova Slovenija in Gozdne živali. Če bo na predsedniških volitvah zmagal, bo šla Slovenija naprej pod geslom: bolje Milan Zvir v ospredju, kakor Milan iz ozadja. Awing,